Živa, dobrodošla v Evini lepotilnici. Ker je v zuniji super toplo in ker se počasi približuje poletje, sem danes za tebe ustvarila tale poletno-pomladni make-up, ki ga lahko nosi, se pravi, pomladi in poleti. Ni tak pretežek, so take sveže barve, se pravi, bele na učkih, vijolične na učkih in mečkam bolj rozaste ustnice, se pravi, barve, ki so primerne za poletje in ne dajo tist občutek težkosti na obrazu. Če te torej zanima, kako ustvariš tale make-up tudi sama, potem si dobrodošla, da gledaš video naprej. Enkrat me je vprašala, kje sem si jaz dala delati tale logo Evina lepotilnica, tako da če zanima tudi tebe, ti brez problema dam kontakt do te osebe, ki res ovlada. Ok, najprej bomo svojo kožo navlažile, ker bomo naredile en peeling. Peeling je zelo pomemben, saj odstrani odmrle kožne celice in pripravi kožo, da je bolj dovzetna za negovalne učinke. Tole, kar se uporabljam danes, je peeling za obraz Natura Estonica z ekološkimi lišajem biobambusom, ki ima zelo močen čistilni učinek, kožo zgladi in stimulira obnovo celic. Nadaljujemo s čistilnim tonikom, prav tako iz ekoloških islandskih lišajev in vitaminom C. Ta tonik je meni osebno res ful dober, koža je bila po uporabi taka hladna in je dala tak prijeten, osvežujoč občutek. Tretja stvar, ki sem jo naročila na spletni strani organic-shop.si, pa je bil tale mus za telo z vonjem vanilje, izdelan iz organskega ekstrakta vanilje in orhidej. Zadnja priprava, preden bom nanesla make-up, pa je tale vlažilna krema od Bioderme za normalno domešano kožo za pomirjenje, ker smo jo le mečkan razdražile. Danes bom uporabila tale L'Oreal True Match puder v odtenku Golden Beige. Kot vedno ga seveda nanesem na čopič in potem enakomerno razdelim po svojem obrazu. Glede na to, da delamo make-up za poletje oziroma pomlad-poletje, je zelo fajn, da ni pudra preveč, da se ne bomo topile in bile take cakey obraz. Kot vidiš, sem puder nanesla tudi na veke, to ti lahko služi kot nekakšen primer za kasneje, ko bomo nanašale senčilo. Nadaljujemo z urejanjem obrvi. Danes bomo uporabila tole senčko znamke Freedom. Jaz vedno, kadar urejam svoje obrvi s čopičem, ga obrnem in vlečem na začetku take rahle črtice, potem pa počasi oblikujem še ostalo obrv. V roki že držim primer za veke, tale od znamke Trended Up, nanesem ga kar s prsti in enakomerno raznažem po svojih vekah. Zvezdi tegale make-up tutoriala pa sta dve senčki, prvo že držim v rokah in sicer tale od znamke Kolistar. Gre za tako belo senčko z zelenim podtonom v številki 31 in res je nekaj posebnega, ful lepo odbija svetlobo in deluje res tako zelo glamurozno in zelo sveže, tako da meni je res všeč, kako je spadla na učkah. Naslednja senčka pa je tale vijolična Nixova v številki 02. To za začetek nanesem samo tako s tapkajočimi gibi in bomo mečkan kasneje vse to skupaj zabrisale. Zdaj, če imaš težave pri nanašanju senčke in želiš še mečkam bolj ta cat eyes videz, potem si lahko pomagaš z nekim takim ostrim predmetom, kot je v mojem primeru Duo lepilo. To vijolično senčko pa zdaj z drugim čopičem dodamo še na spodnjo veko, zdaj belo, kot si videla, pa smo že nanesle v kotičke spodnje veke. Še manjši popravki oziroma blendanje. In na hiter še umetne trepalnice. Tole Max Factor maskaro pa zdaj nanesem še na spodnje trepalnice, da bodo tudi one take polne in goste.
Zdaj za tiste, ki imate mogoče majčkeno manjše oči ali pa bi želeli svoje oči še odpreti, vam svetujem uporabo bele barvice, ker bela barva je zelo znana, da odpre oči, medtem ko obratno črna zapre. Tako da tudi zjutraj, če ste kdaj zelo utrujene in imate navado, da se mažete s črno barvico, dajte jo zamenjati za belo, pa boste videli, kako boste izgledale bolj zbojene zjutraj. Še malo bomo otoplili naš obraz s pomočjo NYX-ove paletke. Vzamem tole tretjo senčko in jo nanesem na lička in čelo. Še naša lička bomo malo oživele, vzamem tole L'Oreal Infallible paletko, ki je namenjena torej za lička, vzamem drugo po vrsti in jo nanesem s pomočjo čopiča. Za konec pa nanesem še šminko od znamke Trended Up v odtenku 010. Je taka zelo nežna, ker so očki malo bolj močni in nisem želela pretiravati in s tem je tudi naš današnji look končan. Tako, prišli smo do konca tegale tutoriala. Upam, da ti je bil všeč. Če ti je bil, ne pozabi komentirati ali pa se naročiti na kanal. By the way, to, da se naročiš na kanal, je čist brezplačno. Enkrat mene vprašala, če to kaj stane. Ne, fora tega je samo, da te obvesti, ko jaz objavim nov video, je pa to popolnoma brezplačno, tako da ne rabiš skrbeti. Če boš kaj podobnega, se pravi tale make-up, pa ustvarila tudi sama, ne pozabi dati hashtag Ivina Lepotilnica ali pa me tagati, da bom lahko tudi jaz pokomentirala in lajkala in delila srčke. Tako, da lepo se mej, se gledamo v naslednjem videu in do takrat uživi. Čau, čau!